Spoštovani gospod Škof, gospod direktor študijskega centra, visoki gostje, dame in gospodje, spoštovana akademija. Zelo sem počaščen s priložnostjo, da vas in vso slovensko javnost, ki ni brezbrižna, lahko nagovorim ob današnjem Evropskem dnevu spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Iskreno se zahvaljujem študijskemu centru za narodno spravo, da je pripravil to slovesno obeležitev. V imenu vseh nas, ki nam obujanje spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov veliko pomeni in menimo, da bi moralo vsaj dolžnostno pomeniti nekaj tudi vsej naši narodni skupnosti, se študijskemu centru tudi sicer zahvaljujem za njegovo prizadevno in predano poslanstvo v tem smislu. Spoštovani, Slovenska akademija znanosti in umetnosti je ob 30. obletnici spravne slovesnosti v Kočevskem Rogu in 100-letnici rojstva nadškofa dr. Alojzija Šuštarja tedaj pripravila simpozij. Ob tem sem akademike kot predsednik republike prosil, da v luči 30. obletnice ustanovitve naše države pripravijo deklaracijo ali izjavo o spravi. Po številnih neuspelih poskusih državne politike, da bi uspela ubesediti bistvo in pomen sprave, se je zdelo, da to morda naposled zmore akademija. In res, kratka, jedrnata in vsem razumljiva izjava Slovenske akademije znanosti in umetnosti v narodni spravi je bila za veliko večino glasov sprejeta konec februarja prihodnje leto, leta 2021. Njena največja odlika je, da je premostila ideološke in politične razlike tako, da je tematiziranje sprave premaknila na raven etičnih in medčloveških odnosov. Citiram: naše stališče do zla, ki smo si ga prizadeli kot narod, pravi izjava, nadaljujem, je lahko utemeljeno in opredeljeno le v okviru univerzalnih etičnih vrednot. Konec navedka. Med drugim je v izjavi pomembno rečeno naslednje. Največja tragedija druge svetovne vojne v Sloveniji je bil bratomorni spopad med Slovenci samimi, z mnogimi žrtvami na partizanski in nasprotni strani. Soodgovornost in krivdo zanj nosita obe strani. Na obeh straneh so bili storjeni tudi številni zločini. Med njimi, po svoji strahovitosti, nadaljuje izjava, izstopa poboj tisočev domobrancev in civilistov, ki ga je komunistična oblast zakrivila takoj po koncu vojne. Kot nadaljuje izjava, vsak zločin je zavržno dejanje, še zlasti zavržen in v nasprotju s temeljnim pravnim in civilizacijskimi načeli pa je zunajsodni množični poboj v času miru. Za zločine, nadaljuje izjava, ni opravičila. Lahko jih le obžalujemo in poskrbimo za pietetni spomin na žrtve, ki je hkrati opomin vsem nam, da se podobna tragedija ne ponovi nikoli več. Konec navedka. Spoštovana akademija, današnji dan spomina na vse žrtve totalitarnih in avtoritarnih režimov je pravšnji čas za vprašanje, kako mi, kot državljanska in narodna skupnost, gojimo ta spomin. Ko gre za negovanje spomina na slavne žrtve fašizma in nacizma, je priložnosti v naši deželi precej. Prav je, da nikoli ne pozabimo grozot teh dveh totalitarizmov, ki sta našemu narodu grozila za uničenjem in mu prizadejala preštevilne žrtve. Drugače pa je na Slovenskem glede razlage, razumevanja in čustvovanja komunizma. Tudi v primerjavi z vsemi ostalimi, srednje in vzhodne evropskimi narodi, ki jih je prizadel, je to zelo drugače. Tako si je mogoče razložiti tudi zadržanost dela javnosti do obeleževanja današnjega dne. Se vpokliče v zgodovinski spomin poleg žrtve fašizma in nacizma tudi žrtve komunizma. Saj ne, da bi se večinoma želelo odkrito zanikati, da so žrtve sploh bile, čeprav se slišijo tudi taki glasovi,
da jih ni bilo in da je šlo samo za razumljivo povojno maščevanje ali dolžno skrb za socialistično ustavno ureditev. Predvsem pa se želi ali se doseže razlika med totalitarizmom. Razlike seveda so pa tudi usporednice. Kolikor so te usporednice kljub vsem zelo vidne, pa se jih skuša relativizirati skoraj do točke, ko naj bi prejšnji jugoslovanski politični sistem vendarle veljal za sprejemljivega. Pri čemer se išče izvor legitimnosti v protifašizmu in protinacizmu in hkratni revoluciji kot njunem socialnem in ideološkem kontekstu. To nas izključujoče vrača v obdobje odpora proti okupatorjem v času druge svetovne vojne, v čas premnogih in slavnih žrtev fašizma in nacizma, toda tudi v čas revolucionarnega in protirevolucionarnega nasilja, državljanske vojne, povojnih pobojev, povojnega totalitarizma in njegovih nedolžnih žrtev. Zdi se, da iz določenega, iz odločnega in vsem razumljivega zavračanja fašizma in nacizma na eni strani in nekritičnega razumevanja in sprejemanja povojnega komunističnega režima v delu javnosti na drugi strani izvira različen odnos do žrtev teh treh totalitarizmov na Slovenskem. Žrtvam komunističnega se, za razliko od fašizma in nacizma, tako rekoč odreka pravica do spomina. Kako naj si sicer razložimo odločitev sedanje vlade, da razveljavi sklep prejšnje, da se obeleži en dan v letu kot dan spomina na žrtve komunističnega nasilja. Tudi če se problematizira način, kako je bil ta dan obeležitve sprejet, to nikakor ne opraviči njegove razveljavitve. V imenu vseh, ki tako iskreno mislimo in čutimo, izkoriščam ta dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov za poziv, da sedanja vlada popravi nedopustno politično in etično napako, ki jo je naredila za odpravo dneva spomina na žrtve komunističnega režima, mu znova na primeren način najde mesto in da vse vlade po njej vestno skrbijo za dolžen spomin na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov. Odkar obeležujemo današnji dan spomina, se dejansko, če priznamo, vselej zgodilo, da se je bolj ali manj obujalo spomin na žrtve komunističnega nasilja. Vendar to ni pravo sporočilo tega dneva. Sporočilo tega dneva je zavračanje vseh totalitarizmov in klic k negovanju in krepitvi demokracije. To pa je precej drugačno sporočilo, kot nam ga danes v Sloveniji uspeva javno formulirati, pač zato, ker je ta dan redka priložnost, da se obudi tudi spomin na žrtve komunističnega režima. Zato potem to javno izpade kot enostransko ideološko postavljanje in ne deluje vključujoče. Dan spomina na žrtve vseh totalitarizmov pa bi moral biti, če naj opravi z vidika preteklosti katarzično, z vidika prihodnosti pa graditeljsko vlogo v vrednotah povezane skupnosti, dejansko dan spomina na vse žrtve brez razlik. Spoštovana akademija. V izjavi Slovenske akademije znanosti in umetnosti je tudi zapisano, citiram, nerazčiščen odnos do preteklosti, s katero se je treba soočiti v vsej njeni resničnosti, saj je razčiščenje edina pot do katarze in pomiritve, nas hromi na številnih področjih našega skupnega življenja. Vendar, kot nadaljuje izjava, to ne pomeni, da moramo imeti vsi enak pogled na dogajanje v drugi svetovni vojni v Sloveniji. Uniformiran pogled ni mogoč. Moramo pa imeti soglasje o temeljnih vrednotah, na katerih temeljimo kot narodna skupnost Slovencev, še zaključuje izjavo. Za voljo pomena in dragocenih sporočil te izjave sem jo, kot v njenem zaključku vključajo posameznike in institucije, slovenski akademiki, obliki sprave, posvojil in izkoriščam to priložnost za povabilo, da to storijo tudi drugi, ki tako ali podobno čutijo. Hvala za vašo pozornost.